Hvala lepa. Oboje v redu. Peta knjiga zbranega dela prinaša v prvem delu avtoričino dramatiko, in sicer so to dramska besedila, ki so bila že objavljena v knjižni izdaji leta 1901 pod naslovom Ljubezen, potem pa še nekaj besedil, ki so izšla doslej samo knjižno. To so Enodejanke, Egoizem in Pijanec in pa najbrž najbolj znana drama Zofke Kveder, ki je tudi knjižno izšla, in sicer Amerikanci. Postavitev te dramatike, obdela njenih sodobnic, razkriva, da je Zofka Kveder bila dramatičarka evropskega fendesjekla in začetka 20. stoletja. Tako glede tematike, kot tudi gradne dejanja je povsem primerljiva z drugimi avtoricami in delno seveda tudi tistimi avtorji, ki so na ta način pisali tega obdobja v evropskih književnostih. Drugi del knjige prinaša publicistična besedila. Ta besedila so v bistvu prvič zbrana. To so besedila, ki so izhajala od leta 1898 pa vse do pisateljičine smrti v zelo različnih revijah, časopisih, dnevnikih, od Slovenke pa do Jutra, seveda tudi Slovenski narod in številni drugi časniki, ki so takrat seveda izhajali v slovenskem prostoru. Hiter tematski pregled teh besedil pokaže, da je najbolj prodorna v feminističnih besedilih. Zelo zanimiva so poročila iz Prage, iz Münchna, torej iz krajev, kjer je preživela nekaj ali pa tudi precej časa. Bila je kulturna posrednica, pisala je tudi literarne portrete v različnih jezikih in seveda tudi ocenjevala svoje pisateljske sodobnike. Zelo zanimiva so tudi njena poročila iz umetniških razstav, tako v Pragi kot tudi drugje. S peto knjigo, kot je že rekla kolegica, zaključujemo literarni in publicistični opus Zofke Kveder. S tem je celotna njena slovenska ustvarjalnost dostopna v znanstveno-kritični izdaji, kar seveda pomeni, da so vsa ta besedila komentirana, skratka ves ta znanstveni aparat jim je dodan. S tem se seveda Zofka Kveder še enkrat dokazuje kot avtorica, kot je bilo že nekoč zapisano, srednjeevropske moderne in pa seveda tudi kot klasikinja slovenske književnosti, če lahko uporabim izraz, ki ga je zanjo kot prvi uporabil akademik profesor dr. France Bernik. Kot je bilo že omenjeno, smo ta dogodek, kajti sedaj sledijo samo še pisma in monografija, obeležili z okroglo mizo prejšnjo sredo, ki bo v kratkem tudi dostopna na spletni strani ZRC SAZU, tako da vas vabim tudi k ogledu, kajti tam je več avtoric in en avtor prispevalo zelo zanimive poglede tako na njeno publicistično dejavnost, kot tudi recimo vrednotenje teh njenih spisov o umetnosti. Hvala lepa.